Brezmadežna Mati Marija, dovoli nam, da ob tvoji roki v duhu spremljamo Jezusa na križovem potu in iz svojega brezmadežnega srca prili še nekoliko sočutja s trpečim Gospodom naša mrzla srca, da bomo resnično obžalovali svoje grehe, ki so krivi Jezusovega in tvojega bridkega trpljenja. Po Marijinih rokah darujemo ta križov pot usmiljenemu Bogu zase in za ves naš narod, predvsem pa za tiste, ki največ trpijo na duši in telesu, bodisi kot begunci, bodisi doma, ter za ugodno rešitev iz teh sedanjih nevarnosti in stisk. Odpustke, ki jih s to pobožnostjo moramo dobiti, darujemo dušam v vicah, zlasti za duše in našega naroda. Amen. Prva postaja. Pilat obsodi Jezusa na smrt. Predstavljamo si, kako je Marija v oddaljenem kotu na trgu pred Pilatovo palačo, obdana z Janezom in dobrimi ženami iz Galileje, poslušala Jezusovo obsodbo. Vidi ga strnem kronanega, sramotni rdeči plašč ogrnenega in posluša obsodbo Pilatovo. Na križ naj gre. Pač ni nihče tako kot Marija poznal so Jezusovo nedolžnost in svetost. Marija, ki je 30 let z njim v tesni družinski zvezi živela, je dobro vedela za njegovo nedolžnost in svetost. O Marija, kako je tvoje veliko srce trpelo, ko so Božji svetosti tvojega sina to strašno krivico naredili. Mi grešniki pa, ki smo s svojimi grehi povzročili Jezusovo obsodbo, se bojimo in branimo vsake, tudi upravičene obsodbe. Vsako krivično sodbo, ki nas v dno duše zaboli, darujemo po Marijinih rokah nedolžnemu Jezusu v zadoščenje za vse naše grehe. Druga postaja. Jezus zame križ na svoje rame. Ko so Jezusa obsodili na smrt, so ga zopet oblekli v njegovo oblačila in mu naložili na rame križ. Prišel je iz palače na trg in od tam je šel naprej po ulicah proti Kalvariji. Marija je vdaleč videla križ, ki ga je nad glavami zbrane množice razprostiral svoje trde lesene roke. Jezusa zaradi množice skoraj ni videla. Predstavljala si je in občutila, kako strašno breme so mu naložili. Kako rada bi mu pomagala, pa ni mogla. Prosila je nebeškega Očeta, naj bi mu to pot na Kalvarijo olajšal. Marija tudi za nas prosi, da bomo sedanji križ, ki ga nam je naložil Gospod na naše rame, mogli potrpežljivo nositi. Ti bodi v težkih dneh naša priprošnjica, da nosimo ta križ tako, da bomo dosegli one svete namene, ki jih ima z nami neskončno sveta in močna previdnost Božja. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Prvega padca Jezusovega pod križem Marija ni videla. Po stranski ulici je prehitela sprevod in čakala, da pride mimo sin, obložen s težkim križem. Ko ga je ugledala, je videla njegovo obleko vso prašno, njegove roke opraskane in obraz od cestnega prahu umazan. Tako je mogla sklepati, da je Jezus padel pod težo križa, ki so mu ga bili naši grehi iztesali. Ko bi mogli pogledati v njeno srce, bi pač videli, kako Marija kar ne more razumeti, zakaj smo mi grešniki tako neusmiljeni, zakaj ne pazimo, da ne bi grešili, ko vendar greh Jezusa tako tlači. Ko bi imeli pravo ljubezen, bi pogosteje premišljevali Jezusovo trpljenje.
kadar v duhu Gospoda gledamo, kako trpi, se hitreje in lažje premagujemo in krotimo svoja grešna nagnjenja. Marija, prosi za nas, da ne omagamo pod križem samo premagovanja. 4. postaja. Jezus sreča svojo mater. Žalostna naša mati Marija, daj nam pri tej postaji milost, da bi vsaj nekoliko čutili bolečino, ki si jo morala ti nositi v svojem srcu, ko si videla trpečega sina. S kakšno strašno ceno mora on plačevati našo nezvestobo in naše grehe. Paziti bi morali, da ne bi več delali greha, da ne bi več žalili neskončnega Boga. Sklenimo za vse življenje, da bomo ohranili zvestobo zapovedim Božjim in danost v sveto Božjo voljo. Pripravljeni smo zdaj storiti vse, karkoli zahteva od nas. To bodi vodilo našega življenja. Jezus, za voljo žalosti svoje prečiste matere se nas usmili in nam pomagaj, da bomo ta sklep stanovitno izpolnjevali. 5. postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. S kakšno hvaležnostjo je Marija pogledala Simona Cirenejskega, ko je vzel križ, da ga pomaga nesti omahujočemu Jezusu. In ko je videla, da se nekaj obotavlja, da je nejevoljen, je brez dvoma iz njenega materinskega srca privrela prošnja k Jezusu, naj Simonu napolni srce s svetim ponosom, da sme biti pri odrešilnem delu udeležen. Skušajmo pomagati tudi mi drug drugemu nositi križ. V tem že itak bednem življenju pomagajmo drug drugemu. Ne povečujmo si sami med seboj gorja. Ne grenimo drug drugemu življenja, temveč skrbimo, da bomo sedanje križe nosili z obzirnostjo do bližnjega in z največjim razumevanjem do trpečega sobrata. S tem bomo sedanji križ tudi sebi najbolj olajšali, ker nas bo Bog bogato blagoslovil in nas bo Božja milost podpirala. 6. postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Saj si smemo takole predstavljati skrivnost te postaje. Marija bi Veroniko najrajši objela in ljubeznivo poljubila za usmiljeno delo, ki ga je storila Jezusu. Saj je bila malenkost, a bilo je veliko, ker prišlo je to dejanje iz ljubezni. Kako ne bo mati Marija tudi nas ljubeznivo pogledala in nas vzela pod svoje varstvo kot plašne otroke, če bo videla, da imamo tudi mi kaj razumevanja in ljubezni do svojih bližnjih. Karkoli storimo za svojega trpečega bližnjega, za svoje sobrate in sosestre, storimo to z veliko ljubeznijo. Storimo to iz ljubezni do Jezusa. Saj storimo Jezusu, kar storimo kateremu njegovih najmanjših. Storimo to radi in zaupajmo, da Marija ne bo pustila nobenega takega dobrega dela brez povračila.